Kakšno je vaše mnenje o tujcih živečih v Sloveniji, ki prihajajo iz nekdanjih jugoslovanskih republik? Ja, poglejte, v preteklosti so pač, ko smo še bili pravzaprav skupna država, je veliko ljudi iz takratnih republik se preselilo v Slovenijo, predvsem zaradi tega, ker so tukaj iskali tudi delo, tudi danes pravzaprav po enakem ključu, lahko tako rečem, prihajajo v Slovenijo in zaenkrat saj tudi, rekel, to vsi javno vemo, ni nekih težav z temi ljudmi in smo jih pravzaprav tudi sprejeli. Po moji oceni dobro. Kot rečeno, to niso samo ljudje, ki prihajajo v tem obdobju oziroma v obdobju samostojne Slovenije. Slovenija je vedno tudi vabila, ne samo sprejemala ljudi iz drugih republik, takratne Jugoslavije že, in kot sem že prej omenil, Slovenija potrebuje nekatere kategorije, poklicne kategorije in vsi ti ljudje doprinašajo k razvoju Slovenije. Še vedno veljajo državljani iz bivših republik prejšnje države kot najbolj zanesljivi delavci. In predvsem gre za ekonomsko migracijo, ki jo mi ne nazadnje potrebujemo. In sam nimam nobenih predsodkov glede tega. Jaz mislim, da nas izredno bogatijo v vsakem smislu. Za kolikor imam jaz stike z njimi, je večji del ljudi pripravljenih sprejeti naš jezik, sprejeti naš način razmišljanja. Prav je pa, da ohranijo tudi svojo tradicijo in svojo zgodovino. Jaz imam v njih pozitivno mnenje. Vkolikor prihajajo z dobrimi nameni in z določeno izobrazbo, so dobrodošli in seveda, vkolikor se želijo vključiti v naš življenjski krog. Drugače jih ne rabimo, še posebej pa ne raznih kriminalnih združb. Zelo pozitivno. No, v naših krajih jih je kar veliko in z redkimi izjemami zelo dobro mnenje. Ljudje, ki prihajajo iz nekdanjih jugoslovanskih republik, so več ali manj in predvsem zaposleni v gradbeništvu, živijo v nemogočih pogojih življenjskih in so tipični primer eksploatacije. Če pogledate recimo statistiko, koliko nesreč na delu se je zgodilo povprečno v Sloveniji, recimo 29 smrtnih žrtev pri delu, v lanskem letu od tega jih je več kot polovico prav pripadnikov nekdanjih republik iz Jugoslavije. To se pravi, da ni jih sicer dosti tukaj, ampak tisti, ki so svoj eksistenčni status zelo drago plačajo. No, mislim, da ni kakšnih večjih problemov v zvezi s tem, da so se številni pravzaprav zelo integrirali v slovensko družbo in da z večino ni nikakršnih problemov. Nasprotno, rekla bi celo, da na nek način prinašajo neko dodano vrednost na področju medetične kulture, recimo tudi na področju umetnosti, športa, glasbe in tako naprej. Tako da mislim, da razen seveda nekaterih izjemnih primerov, ki pa vedno do teh primerov prihaja, lahko vse povsod, ne gre samo za to, da gre tukaj za ljudi iz republik nekdanje Jugoslavije. Tako da mislim, da se to da v redu vzdrževati to integracijo in to sodelovanje med ljudmi. To tukaj do vseh ostalih tujcev, pozitivno.